Transport bolnikov iz infekcijskega oddelka odslej po podzemnem hodniku. Ureditev poslovne cone Arnovski gozd 3, eden ključnih žalskih projektov. Braslovški župan podpisal pogodbo s 7 gasilskimi društvi. Košarkarice Cinkarne Celje po 25 dneh spet na parketu. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni, spremljate dogodke dneva na televiziji Celje. V splošni bolnišnici Celje so se razveselili prve pridobitve etape 1 nadomestne novogradnje veznega podzemnega hodnika, ki bo stavbo infekcijskega oddelka povezal z vsemi ostalimi bolnišničnimi stavbami. Vse od začetka svojega delovanja je bil omenjeni oddelek lociran v samostojni stavbi sredi bolnišničnega kompleksa, vendar z ostalimi stavbami bolnišnice ni imel podzemne povezave. Transport pacientov, ki jih je bilo treba z oddelka na ostale bolnišnične oddelke prepeljati na razne diagnostične preiskave in posege, je v zadnjih letih potekal z vozički ali reševalnimi vozili. Odslej bo transport potekal po novem podzemnem hodniku. Med pomembnejše projekte občine Žalec v prihodnjem obdobju sodi ureditev infrastrukture v ekonomsko-poslovni coni Arnovski gozd 3. Žalski župan Janko Kos je pred kratkim podpisal pogodbo z izbranim izvajalcem del, projekt pa naj bi bil celoti zaključen do leta 2026. Nedavno so v Žalcu podpisali pogodbo z izvajalcem, ki bo opravljal gradbena dela za potrebno infrastrukturo v ekonomsko-poslovni coni 3 v Arnovskem gozdu. Novi nastajajoči del poslovne cone bo tako v to spodnjesavinjsko občino privabljal nove gospodarstvenike. Ja, to je Arnovski gozd 3, je še prostora skoraj 15 hektarov. Zdaj predmet obdelave je približno 12 hektarov. Na takšnem območju se bo zgradila komunalna infrastruktura, ceste, pločniki, vodovod, kanalizacija, razsvetljava. In predhodno smo naredili pogodbeno komasacijo, združili razpršeno lastništvo v smiselne celote, parcele, kjer bodo gospodarstveniki lahko umestili svoje tovarne, svoje proizvodne objekte, svoje hale. Z deli opravljenimi v skladu s podpisano pogodbo se bo poslovna cona v Arnovskem gozdu razširila proti zahodu in povečala za slabih 11 hektarjev. Od tega bo 8,5 hektarjev namenjenih gradnji poslovnih objektov. S tem projektom bo občina Žalec poskrbela za izgradnjo potrebne infrastrukture, kot je gradnja cestnega omrežja in odvodnjavanjem, meteorno kanalizacijo, zadrževalnim bazenom in iztokom v potok Ložnico, pa ureditve fekalne kanalizacije, vodovodnega omrežja ter ureditve vodov za telekomunikacijo, elektro, kabelsko omrežje, kanalizacijo in druge stvari. Skupna vrednost projekta po investicijskem načrtu je slabe 3 milijone evrov z davkom na dodano vrednost. Pričakujejo pa, da bo naložba sofinancirana strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo na podlagi dogovora za razvoj regij v višini do 1,9 milijona evrov. Župan občine Braslovče Tomaž Žohar je včeraj v Domu kulture Braslovče podpisal pogodbo z Gasilsko zvezo Žalec in vsemi 7 gasilskimi društvi, ki delujejo v okviru poveljstva gasilskih enot občine Braslovče. Ob tej priložnosti se je župan vsem pripadnikom gasilskih enot zahvalil za požrtvovalno delo in pomoč v času koronakrize. Tomaž Žohar, župan občine Braslovče, je podpisal pogodbo z Gasilsko zvezo Žalec in vsemi 7 gasilskimi društvi gasilskega poveljstva občine Braslovče o izvajanju javne gasilske službe. Gre sicer za sklenitev standardne pogodbe o zagotavljanju pomoči, a v teh časih sta tovrstno sodelovanje in podpora še kako pomembna. Moram reči, da sem izredno vesel, ponosen in hvaležen vsakemu, ki doprinese k večji varnosti naših občanov, k razvoju naše občine, k, bom rekel, pravim vrednotam in pa predvsem, da so opravljajo to plemenito poslanstvo, delati za ljudi, v službi ljudi in za dobro ljudi. In zato vsekakor si v občini maksimalno prizadevamo za podporo teh gasilskih društev in pa celotne organizacije. V letošnjem proračunu, ki so ga Braslovčani sprejeli na seji 27. januarja, so za zaščito in reševanje namenili 205 tisočakov.
od tega gre nekje okoli 16-17 tisoč evrov za civilno zaščito, razlika gre pa za gasilska društva. S tem, da je tukaj noter vključeno tudi drugi obrok za gasilsko avtocisterno za prostovoljno gasilsko društvo Braslovče v višini 97 tisoč evrov. S tem je tudi zaključena investicija nabave gasilskega vozila avtocisterne. Kot še poudarja župan Tomaž Žohar, je to izredno velika pridobitev tako za gasilsko poveljstvo občine Braslovče kot za celotno gasilsko zvezo Žalec. Košarkarice Cinkarne Celje so v zaostali tekmi četrtega kroga drugega dela državnega prvenstva s 85-52 premagale Maribor. Aktualne državne in pokalne prvakinje so se na parket vrnile po 25 dneh premora zaradi okužb z virusom COVID-19. Celjanke so proti Mariborčankam upravičile vlogo favoritin in vprašanje zmagovalca rešile že v prvem polčasu. Trener prvakinj Damir Grgič je minutažo razdelil med vse igralke. Zaradi poškodbe kolena je manjkala Lea Bartelme. Seveda, da sem lahko zadovoljen. Cilj je bil nekako se vrniti počasi v ritem. Mislim, da so dekleta dosti dobro odreagirala, da smo navsezadnje rezultatsko kontrolirali celo tekmo in pa seveda se pa tudi vidi, da bomo rabili nekaj časa, da popolnoma ujamemo in formo in pravi ritem. Celjanke so bile z igrišč odsotne skoraj mesec dni. 7 igralk ter oba trenerja je namreč prebolelo okužbo z virusom COVID-19. Ja, sigurno je pač COVID situacija takšna, kakršna je. Kar 19 je bilo primorano biti v samoizolaciji. Mislim, da se sedaj počasi vračamo nazaj in upam, tako kot se rekel, da tudi čim hitreje vzpostavimo ritem in pa da bomo zdravi predvsem. Ja, imeli smo težave z boleznijo v ekipi, večina igralk je bila bolnih, okuženih s korono, tako da v bistvu se šele vračamo, začeli smo trenirati in počasi gradimo, da bomo v bistvu preko naslednjih tekem prišli nazaj v formo. Zaradi okužb sta trenerja Grgič in Krajnc ter igralki Lea Debeljak in Mojca Jelenc izpustili tretji reprezentančni kvalifikacijski cikel za nastop na Evropskem prvenstvu v Španiji in Franciji. Udeležila se ga je Maruša Seničar, ki je prispevala pomemben delež k slovenskim zmagama proti Bolgariji in Islandiji. V bistvu smo zelo veseli, da smo se uspeli tretjič zapored uvrstiti na Evropsko prvenstvo. S puncami smo dali vse od sebe. Res je, da smo v tem ciklu imeli lažjo nalogo, ampak še vseeno smo jo vzeli skrajno resno in smo veseli, da smo prišle ven v bistvu neporažene. Seničarjeva je bila ena 4 igralk, ki so v tokratnih kvalifikacijah odigrale vseh 6 tekem. Ja, v bistvu imamo to srečo, da imamo veliki igralk, ki so v bistvu pripravljene vskočiti in so tudi najboljše takrat, ko znamo odreagirati. Najboljše smo v bistvu takrat, ko imamo neko pomanjkanje, tako da v bistvu se lahko samo vprašamo, kaj šele bo, ko bomo popolne. Slovenke bodo nasprotnice v skupinskem delu Evropskega prvenstva izvedele 8. marca. Bržčas pa bodo pred žrebom v drugem kakovostnem bobnu. Ja, v bistvu ne glede na to, koga bomo dobili na žrebu, si s puncami jemljemo to maksimalno resno. Mi si želimo narediti rezultat in bomo tudi za to delali. Tako da gremo z pozitivnimi občutki tudi potem poleti na priprave. Do Evropskega prvenstva pa bodo v ospredju dogajanja na klubski sceni. Celjanke bodo v državnem prvenstvu v soboto gostile ekipo Tosame Ledite. Nekako ista tekma kot danes. Se pravi, vsa dekleta bodo dobila priložnost, tako kot se rekel, cilj je samo vrniti se nazaj z pravim ritmom, z agresivno obrambo in upam, da nam bo uspelo. Prihodnji teden pa čakata Celjanke novi tekmi v mednarodni Vaba ligi. Gostovale bodo v Bolgariji, pri Montani in Beroju. V bistvu Bolgarke imajo dve izjemno dobri ekipi, ki bojo definitivno ciljale na vrh Jadranske lige. Tako da v bistvu mi si želimo samo čim boljše odigrati. Zdaj bo urnik precej naporen. Treba bo v bistvu zdržati ta tempo in dati maksimum na vsaki tekmi. Mogoče rezultatsko nepomembni tekmi, bolj pomembni v tem smislu, da se pač vrnemo nazaj že
potovanje v Podgorico se je videlo, da je pustilo neke posledice, sigurno bo pustilo posledice tudi to, kjer gremo v Bolgarijo, nekatera dekleta prvič na tako težko in pa seveda dolgo potovanje, vendar vseeno, to so mlada dekleta, morajo enostavno izkusiti vse to in to jih bo naredilo boljše, to jih bo naredilo bolj čvrste in sigurno se bo potem tudi to videlo v sami končnici državnega prvenstva. Cinkarna bo proti Montani igrala 18., proti Baroju pa 20. februarja. Jutri bo sprva pretežno jasno, sredi dneva se bo predvsem ponekod v notranjosti Slovenije prehodno pooblačilo. Burja na Primorskem bo prehodno nekoliko oslabela. Najnižje jutranje temperature bodo od -14 do -6, v krajih z burjo okoli -2. Najvišje dnevne od -6 do 0, na Primorskem okoli 4 stopinje Celzija. Soboto in nedeljo bo pretežno jasno in mrzlo. Na Primorskem bo v soboto pihala zmerna do močna burja, ki bo nedeljo oslabela, ponekod v notranjosti pa severovzhodni veter. Z vremensko napovedjo zaključujemo današnje dogodke dneva. Kot ste slišali, v prihodnjih dneh zopet uporabite kape in šale, kajti hladno bo. Bodite pa z nami ponovno jutri, ko bo čas za dogodke dneva na televiziji Celje. Lep pozdrav in srečno!